Prav en lep dober večer. Me veseli, da smo se nekako najdeli tudi to leto s PENovci tukaj na Bledu, tako kot že več let zapored. Mogoče 3 stavke, ne? Very warm welcome here in Bled. It was nice to see you again. I believe we shall spend a lovely evening together. We are a rather small group, but I believe we are strong enough. Before we are continuing, I invited Mayor of Bled to express some greetings here for you. Hvala lepa. I am a mayor, of course, you know it by the time, but I'm also a member of our Museums Association. So, and proud member, and we are here quite a few also. I would like to say that I am very much surprised that in spite of all these regulations, so many of you came at last and at least, which is fantastic. And thank you that you stay, as they say in French, fidèle. This is very, very important that we continue. 52nd time it happens. Many things changed. Now we are in a special war. We never knew it will happen, but we should not give up, as my president of the association said. I wish you really nice time in Bled, and let's hope that in next year we meet us in much bigger number and we'll celebrate the finish of this plague of nowadays. I know it is a very good team for a lot of your works, because it's something no one knew it will happen. But on the other hand, in spite of this really strange situation, this will be a fantastic document of the time. You can put down many facts, but you can't put down the feelings so well as you do, and thank you for that. Naš župan Janez Fajfar ima seveda prav. Tukaj ni samo slika, ni samo ta praznina, ki jo čutimo fizično, ampak so čustva, ki bojo zaznamovala to leto. Vsak posebej čuti manko že tega, da smo skriti, da ne moremo izražati ničesar brez besed praktično. In danes smo tukaj zaradi besed. Tukaj imamo pisatelje, ki so gostje našega srečanja, in pripravili smo nekaj literarnih dokumentov našega bivanja, da tako rečem. Na mizi imate tudi nekaj knjig, ki si jih boste potem ogledali. To so publikacije letošnjega blejskega srečanja, in o njih vam bom potem lahko govorila posebej. Tukaj pa imam goste. I shall say in English that I will introduce you with a word or two, and then we will be proceeding with the readings. Here, my first on the left is Bruno Mercier. He comes from Switzerland, the French-speaking corner of Switzerland. And he is not just a poet, but also visual artist. He comes to Bled very often and gives a big contribution to discussions at the Writers for Peace Committee. Bruno Mercier je švicarski pisatelj, tudi slikar, pomaga nam zelo pri organizaciji in razmišljanju pri odboru Pisatelji za mir. Imamo Vero Botebuš, ki prihaja iz Nemčije, vendar veliko življenja preživi v Franciji, je pesnica, dela filme, fotografira in je zdaj prvič z nami in bomo slišali njeno pesnitev v nemščini. Potem imamo Samerija Sajeja, je bil že na Bledu 2-krat, 3-krat. On je pesnik, ki je tukaj v hiši azila
Ljubljana je namreč mesto azila, že 6. leto, 7. leto imamo pisatelje, ki so begunci, ki jim nudimo 2 leti življenja tukaj, ampak Samirju je uspelo podaljšati azil še za naslednjih 10 let, tako da mislim, da bo kar ostal z nami. Je pesnik iz Iraka. Potem imamo našega čudovitega Malika Diara, ki je tudi bil že nekajkrat na Bledu, pesnik, ki živi v Parizu, prihaja pa iz Senegala. Vedno nekako poudarjam, da je bil kot otrok suženj, ker to nas povezuje s tisto preteklostjo, ki mislimo, da je zelo daleč, v resnici je pa samo za eno življenje daleč, to se pravi sploh ne daleč. In potem imamo Puješa Azizedina, ki prihaja iz Irana, tukaj je svojo ženo Šivo, tudi v mestu azila Ljubljana. On je organizator dogodkov umetniških, literarnih, kar pa tega tukaj skoraj ne more početi. In to je ena bistvenih težav naših pisateljev v azilu, ker izgubijo ne samo dom, ampak tudi način preživetja, kaj bojo delali v prihodnosti, morajo spremeniti toliko stvari, da bojo sploh lahko našli svoj dom nekje, mogoče niti ne pri nas. Njegova žena Šiva je tudi med nami, je bila v zaporu že večkrat, novinarka iz Irana. In tako imamo seveda pripravljenih še nekaj pesnikov, ki bi bili tukaj, če bi lahko bili, ampak je odvisno od časa, ali bomo brali njihove pesmi ali ne. Nastopal bo tudi kot pesnik tokrat Edvard Kovač, ki ga poznamo kot esejista, kot enega najbolj aktivnih članov pri komiteju za mir. Danes bo prebral pesem. Imamo Tanjo Tuma, ki bo brala prevode našega Bruna Mercijeja. In jaz, če bo čas, bom prebrala eno pesem, kar tako za dobro voljo. Torej začnemo z Brunom Mercijejem, ki ima pesem v francoščini, Tanja bo prebrala v slovenščini. Bonsoir, j'aimerais tout d'abord rapporter les salutations de mon pays à tous les écrivains et à tout le peuple slovène. Je vais vous lire un poème que j'ai écrit pour un écrivain chinois en exil. Cet écrivain s'appelle Ifu Liao, il est en exil à Berlin et nous l'avons reçu dans le cadre des Journées des écrivains en prison le 15 novembre à Genève. Tiananmen, Hong Kong, 30 ans. Ifu Liao joue de la flûte, des sons papillons s'envolent vers des cieux colorés d'espoir, à la recherche de liberté. Soudain, les notes s'engouffrent dans une voix sans issue, s'emballent, s'étouffent. Tiananmen, 1989, Hong Kong, 2019. Le poète voit la prison, respire en saccade, l'homme s'essouffle, les sons disparaissent. L'air manque-t-il? Savoir l'écrivain écrasé par le poids de la censure, des années de torture et se taire? Non. Que toutes les voix du monde s'unissent pour dénoncer l'injustice. Et je remercie les oiseaux d'accompagner en musique ce poème. Bruno Mercier, prevedel Edvard Kovač, Tiananmen, Hong Kong, 30 let. Ifu Liao igra na flavto, kot metulji poletijo zvoki proti nebu, obarvanemu z upanjem in iščejo svobodo. Nenadoma se zvoki potopijo, na poti brez izhoda se ovijajo, se zadušijo. Tiananmen 1989, Hong Kong 2019. Pesnik vidi zapor, hrope, ko diha,
zadiha se, zvoki izginejo. Ali zmanjkuje zraka? Vse, kar pisatelj ve, je poteptano, s težo cenzure, z leti mučenja. Obmolkniti? Ne. Naj se glasovi vsega sveta zlijejo v obsodbo krivice. Merci beaucoup. Je vais vous lire maintenant un second poème assez court sur coronavirus. Comment on l'a vécu à Lausanne, dans ma ville. Les semaines des 7 dimanches. Ma ville fantomatique dort debout, sans air dans le métro, sans public sur les bancs. Un soleil de fin du monde réchauffe des arbres en fleurs. Je marche seul, perdu, entre rues et parcs déserts. Cataclysme, le feu du virus apporte plus de malheur aux pauvres. Mobilisation générale. Les vieux, restez chez vous. Au balcon pour prendre l'air. Il n'y a plus de vie. Paradoxe, s'il faut donner son sang. Le monde n'existe plus. Réalité ou fiction? Confiné, confiné, l'état de guerre est déclaré. Ma ville, musée Grévin, se réveillera-t-elle? Bruno Mercier, prevod Edvard Kovač. Tedni 7 nedelj. Moje fantomsko mesto spi stoje. V metroju ni zraka, v klopeh ni publike. Sonce konca sveta segreva cvetoča drevesa. Sprehajam se sam, izgubljen med ulicami zapuščenega parka. Kataklizma. Ogenj virusa pomeni več nesreče ubogim. Vsesplošna mobilizacija. Ostareli, ostanite doma, na balkonu se nadihajte zraka. Ni več življenja. To je paradoks. Treba je dati svojo kri. Svet ne obstaja več. Je to res? Ni to res? Ujetniki, ujetnice, razglašeno je vojno stanje. Moje mesto je Musej Grévin, muzej voščenih lutk. Se bo prebudilo? We are going straight to Puješ Azizedin. On je začel, zdaj gremo k Puješu, ki je začel pisati pesmi pravzaprav pri nas in je napisal nove pesmi, ki še niso prevedene in jih bo on sam interpretiral zdaj. Good evening, dober večer. غروب نبض کند زمین و شهر در کما، جدال جاده و شاعرین بحث نخنما، غروب پله ها که دانه دانه جان می دهند، زیر ایوان آفتاب گیر لبخند شما، و مرثیه ناقوس میله ها، و رقص تو بر سایه روشن تردید این کلاویه ها. دو سرو تا شده آن سو ترک به روی زمین، یعنی تو می روی و اینک سیل نقطه چین. زمان 2 ساعتی گذشته از 1000 و اندی سال، زمین به زیر ابر وایه های محال، به روی خشخش اخرایی راه خانه که کو، و مرده شهر، شهر مشت، شهر کو. تو میرسی به سر کوی بی در کجای بی آبر، و این خبر که گریخته از گور انتظار خود مومیایی شاعر. اولا should I explain it in some way?
Yeah, I write this poem when my wife went to jail. So I imagine the stairs which reach Shiva to that jail as a clavier of some piano, you know. It was a very sad song for me, so that's about it. I prepare also the Slovenian translation, but we don't have time to it, so you have something? Okay. Funny enough, I have translation of this, but just in prose. To je pesem, ki opisuje večer, ko se je Šiva, njegova žena, vrnila iz ječe po teh stopnicah, ki jih zdaj gleda. Stopnice so kot klavir, ko Šiva stopa po njih, zasliši zvok sonate, namreč pesnik. Okolje je skoraj nadrealno, pesnica, ki jo poznamo v pesmi s tem imenom, je razcapana in obupana, stopa po poti, vedoč, da se bo vračala po njej sama. Imaš pa še eno pesem? You have one more poem? کسی به دنبال کسی نمی گردد. کسی شانه های درخت را به نجوا نمی تکاند. تعشی نمی کند کسی نعش خیابان را تا اولین میدان بی فواره بر دوش آبران. انگشت ها بی اشاره به عریانی باد، بر لبهای یخزده بی فریاد، نمیدانند بهمن آمده، تنها میدانند که سردشان است و تقویم را میبندند. Imam še eno pesem v dveh vrsticah prevedeno, vam povem. Zelo kratka pesem je bila, ki govori o prečkanju enega od slavnih križišč v njihovem mestu, kjer so se zbirali protestniki. Križišče pa je zdaj mirno in življenje teče po starem, ženska hodi v dežju in rima besede, ki opisujejo dež z imeni prijateljev v zaporu. Hvala lepa. Thank you very much. Next one is reading Vera Boterbuš. Naslednja bralka je Vera Boterbuš, ki piše v nemščini in francoščini. Žal njenih prevodov nimamo, ker je šele zdaj prišla s poezijo na dan. Je présente en français, après je lis en allemand. Hein? Si c'est le même poème. Oui. Si c'est le même poème, peut-être en germain, parce qu'il y a peuple qui... Oui. Ich lese Auszüge aus einem Zyklus, der zum 2000. Todestag für Ovid entstanden ist, und mit diesem Text möchte ich eigentlich Mut machen, dass wir eine Welt, die auch noch da ist, die da war, die wir vielleicht wiederfinden können, die immer da ist, ob Migration oder sonst etwas. Und Flirren und Zirpen, Zedernholz, Felsengold und schwarze Schatten, 2000-jährige Geschichte, jeden Tag neu erzählt. Aphrodite lockt im duftigen Morgenschaum, Stille dringt ins Herz. Die Fischer werfen ihre Netze aus vor der Bucht, wo die Zyklopen liegen, versteinert für die Ewigkeit und unter den Liebkosungen der Wellen seufzen. Im gleißenden Licht verliere ich mich, das Meer nimmt mich auf, ich treibe, die Augen der Zeit schauen mich an, eine Sphinx, tief verborgen in den Felsenhöhlen. Die Wellen schlagen ans Ufer, die Zeit zeigt sich nicht, sie ist da, sie schaut und verrinnt bis in alle Ewigkeit. In den schwarzen Höhlen, die kein Lichtstrahl durchdringt, pocht das Herz der Felsen
Unmerklich und fast nicht zu hören, pulsiert es unter dem Wasser, das sich an den Steinen bricht, die seit Jahrtausenden übereinander liegen und hinter der scharfkantigen, wehrhaft schroffen Fassade ein friedliches Auskommen haben. Verborgen vor den Blicken der vorwitzigen Wellen, die ohne Unterlass neugierig an die Pforte schlagen, wohnt das Herz der Felsen in einem Gemach aus tönenden Steinen, voller Rätsel, Mythen und Sagen. Manchmal des Nachts, wenn eine Sternschnuppe im Meer versinkt, bleibt das Herz der Felsen für einen Augenblick stehen und lauscht auf den Atem der Zeit. Wenn die Wellen ans Ufer drängen und Schaumkronen um die Felsen tanzen, höre ich die Stimmen der Zyklopen, die mit leerem Auge aus ihrer Höhle starren, schiffbrüchig. In den Irrfahrten der Zeit retten sie sich in die Nacht des Vergessens. Kein Lichtstrahl durchdringt das Schwarz ihrer Trauer. Samir, you can go and get some water and come back. Ja? A lahko Samir malo vode dobi, prosim. Ne. Hvala lepa. I think we will give a word to Malik because you are a very strong poet. Damo besedo Maliku, da nas malo energirira. Please, Malik. Tu parles fort, hein? Merci. Merci d'être venu cet après-midi partager avec nous cette soirée littéraire et poétique. Je me lève Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il lit Oui. Ce poème que j'ai écrit pour ma mère et pour toutes les femmes du monde, quand je le lis, je me lève pour faire honneur à ma mère et à toutes les femmes du monde. Femmes noires. Derrière des barbelés de silence, je sais d'étranges choses. Le fond de ta pauvreté somptueuse ressemble à ton sourire émerveillé. Je sais l'onde indicible, je sais les pluies d'amour. Je veux te ressembler là où tu palpites et là où tout est rythme. Les hasards, l'impromptu, la danse, le rêve, la déchirure de mort, belle, chaloupée, chantre de la grâce et génératrice de destin des hommes. Merci. Malik pravi, da je to pesem napisal za svojo mamo in za matere vsega sveta. Za žično ograjo tišine začutim stvari, ki so mi čisto tuje. In na dnu največjega obožstva, ki sije, začutim tudi čudoviti nasmeh, ki mi pošilja valove, tiste, ki ne morejo vame,
kajti to so valovi neizrečenega. Začutim globino njene ljubezni. Rad bi ti bil podoben, rad bi začutil in zatipal tvoj ritem življenja, rad bi potoval s teboj, rad bi se začudil, rad bi zaplesal, rad bi sanjal, vse tja do razparanosti smrti. Lepa si, razkrita, polna velike miline, velikodušnosti. Ti si usoda vseh ljudi. Excellent. Okay. I was going to read one of Sylvestre Clancier because he's always here. Just one in Slovene language. Eno bom prebrala Silvestra Clancierja, ki prihaja vsako leto k nam in jo preberem samo v slovenskem jeziku. Čas otroštva. Bil je tisti drugi čas. Čas podeželske ure, potrpežljivost besed je sovpadala s počasnostjo. Pesnik Jean Follin je nekaj vedel o tem. Podeželan si se v teh verzih prepoznal, saj so zaobjeli pisavo tvojih dni in tvoje ponižne vsakodnevne kretnje. To so bile počasne ure zimskega garanja, tudi čas košnje in žetve. Iz daljave so prihajali klici k delu, dolžnosti je bilo treba izpolniti. Pravila so nam merila vsakdanji kruh, podarila so nam pravico do večerne molitve. Naj se ti letni časi kažejo kot nekaj trajnega, dnevi pa, še tako preprosti, naj se ti zdijo večni. And now I would like to give a word to Samir Sayeh. Zdaj bi dala besedo našemu prijatelju iz Iraka, Samirju Sayeju. Yes, I will read. I will read my poem I wrote in English. Okay. Merci. Try not to mistrust the purity of your conscience, because then you will mistrust the flower that whispers in your ears, good morrow. Try not to be over suspicious of your brother, sister, father, and even mother, because then you will this and this and this connect your soul away from your family. Try not to miss and do missing the trust in your beloved wife, else you will have sons and daughters who will never believe the love in your eyes. Try not again, and perhaps or for sure again not to distrust your heart pulses, because then
you will lose your being. Alas, as a human being, try not to, try not to, try not to. Bom prebrala v slovenščini. Prevedel je Veno Taufer. To je knjiga, ki jo je Samir napisal tukaj v Sloveniji v angleškem jeziku. Veno Taufer pa prevedel in letos smo jo izdali pri PENu. Izbral je pesem, ki se imenuje Raje ne. Raje ne podvomi v čistost svoje zavesti. Zakaj potem boš podvomil, da ti svet šepeta v uho dobro jutro? Potrudi se in ne podvomi kdaj v brata, sestro, očeta in celo mater, kaj ti potem boš odtrgal svojo dušo daleč od svoje družine. Potrudi se in odganjaj misli, da kdaj podvomiš v svoje ljubljene, v svojo ljubljeno ženo, sicer tvoji sinovi in hčere ne bodo nikoli zaupali ljubezni v tvojih očeh. Potrudi se in poskušaj spet in spet ne zgubiti zaupanja in mogoče zagotovo spet kdaj ne zaupati svojemu srcu, tega srca, bitju, kaj ti sicer boš izgubil lastno bitje. Gorje kot človeško bitje. Raje ne, raje ne, raje ne. Would you like to read one in Arabic, in your language? Imamo zelo radi vse jezike, ki prihajajo na Bled. Jeziki prihajajo seveda utelešeni v naših pesnikih, pisateljih. In fine, just read it. In Arabic. Yes, please. الله لواء جيش الله أنت يا هذا أنت لواء جيش بالأحرى ليس لي أنت بكبريائك الكاذب تمثل خيانة مسمومة وحتى أكثر وحتى أقل بالأحرى أكثر أنت خاو من الداخل مغطى من الخارج بنجيمات وشرائط ملأى بالقذارة فكر نتن أنت لو أن لك فكر تشن حروبا مستخدما فقيرا ضد فقير جندي لجندي تصبح فاتحا بالأحرى مصاص دماء مريق دماء متعطش للدماء دم 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 بزتك النتنة خيطت بدم البراءة. Samir, may I read this one in Slovene? It's called I Don't Want to Go Back Alone. Ja. Še eno pesem njegovo bom prebrala v slovenščini. To je pesem, ki zelo ponazarja bivanje v tuji deželi. Imenuje se Nočem se vračati sam. Nočem domov, to prisežem. Pot popoldan po poluni, po vseh končanih dogovorjenih domenkih, srečavati ženske samotne, kot sem sam. Vendar in čeprav so tako, gredo naprej svojo pot, proč od mojih nedolžnih, precej naivnih vabil. Tako se počutim spet in spet spodbujenega na ulici Slovenska cesta.
Zadnji ženski vzdihljaji sredi noči grejo še zmeraj v nasprotno smer kot jaz. Nasproti moji samotni, večno samotni poti. Lepa pesem, Samir. Lepa pesem. Hvala lepa. Zdaj pa kličem, tukaj sem, Edvarda Kovača, ki se nam bo predstavil kot pesnik. Poznali smo ga kot esejista, sem rekla, ampak bral je že pesem enkrat na svetovnem srečanju v Španiji, ki jo je napisal tam, zdaj pa ima eno novo. Tako drži, prosim. Ta pesem je nastala za večer, pesniški večer v francoskem centru v Parizu, kajti 8 Francozov se je pripravljalo, da pride letos na Bled. Dobili smo samo enega. No in tudi jaz nisem mogel iti v Pariz in zato bom to francosko pesem prebral v obeh jezikih. La solitude d'un exilé. La solitude. Je me suis exilé dans le pays de la solitude, dans cette île très lointaine de mon âme. Mais j'ai découvert que je ne suis pas le premier habitant. J'ai y trouvé des traces des autres et de quelqu'un tout autre. Je me suis plaisé énormément d'être tout seul, seul avec mes désirs, mes souffrances, mes pensées de la tendresse, de la beauté. Et j'ai constaté que quelqu'un m'appelle et qu'il me dit « Quitte-moi, quitte ton âme, et va vers l'inconnu, vers l'autre qui est extérieur. » L'expérience de la solitude va t'aider d'entendre les mélodies inconnues, les sons des gémissements des autres, les cris de la joie de tout autre. Mais l'étranger, donne-moi la main, donne-moi ton regard, ta parole, pour que je puisse sortir de ma solitude, de la plaisance. C'est slovenski. Voilà. Et ma traduction maintenant. Samota nekega egzilanta. Izselil sem se v pokrajino samote, v oddaljeni otok svoje duše. Toda odkril sem, da je bil tam pred menoj že nekdo drug. In šel sem iskat njegove sledove. In tedaj sem odkril nekoga čisto drugega. Uspelo mi je biti čisto sam. Sam s svojimi željami, hrepenenji in trpljenjem. Sam s svojo mislijo, demeline in ljubezni. Toda zaslišal sem glas, ki mi je rekel: zapusti me, stopi iz svoje duše, stopi drugemu naproti. Zaslišal boš melodije, ki jih še ne poznaš. Zaslišal boš kri veselja in tudi stokanje trpljenja. Toda tujec, daj mi roko, podaj mi svoj pogled, pomagaj mi, da stopim iz ugodja svoje samote. Noter je knjiga od Marjana, če jo daš. Ena pesnica je še med nami, ki sem jo pozabila povabiti, in to je Tanja Tuma. Nam je danes prvič, sem slišala, da je napisala pesem. Če jo želi prebrati, je dobrodošla. Če ne? Na. Prav, dali smo priložnost. Ojoj. No, in hotela sem tudi povabiti Marjana Strojana, če je prinesel knjigo, ki jo je prevedel, če jo ima pri sebi, bi ga lepo prosila za en prevod.
Borisa Pasternaka. Namreč jutri bomo imeli poseben večer posvečen Borisu Pasternaku in Albertu Camusu in Marjan je prevedel na novo nekaj pesmi Borisa Pasternaka, ki so prekrasne in prosim, preberi eno pesem. Pejt. Marjan, will read a poem by Boris Pasternak. I'm sorry, I don't have translations. It's already translated in my language, so you'll just hear Slovenian. Yes, one, please. Just a moment. I must. Ko Marjan išče, Surprised, so must find. vam povem, da je Pasternak zdaj 60 let mrtev, prav tako Albert Camus, oba sta bila Nobelova nagrajenca in mednarodni PEN se je za njiju potegoval, ko sta bila v težavah, tako da sta oba zelo blizu našemu srcu in oba sta vplivala na literaturo svetovno, vsak po svoje. Pasternak predvsem z romanom Doktor Živago in ko smo govorili o nasilju v literaturi in tako naprej, jaz imam v svojem spominu nasilje posebne vrste, ljubezensko nasilje, kajti jokala sem, ko sem brala, kako je to dekle hotelo biti z njim, on pa ni odprl okna. In to se mi je zdelo nekaj tako strahotnega v tem romanu, da je tudi neke vrste nasilje ljubezensko. A si najdu, Marjan? Ni še najdu, torej bom jaz prebrala eno svojo pesem, ker potem bomo tako rekoč končali. Kako boš pa z lučjo? Bo šlo? Ker je že precej temno. Prav. Pripravila sem dve pesmi. Ena je zelo v stilu PENa za Marjana, jaz še vidim. Ena je precej PENovska in se glasi takole. Preden bo vse šlo, spremenilo se bo. Nihče ne bo jokal, nikogar ne bo zeblo, nihče ne bo obstal pred vrati, lepše bo, gotovo. Moram si ponavljati, privabljati lažne podobe, občudovati vse vprek, obiti ograje, preslišati krike, moram se siliti biti srečna. Ako nasmeh zastane in ko me prebodejo oči tistega, ki me je spregledal, tisti hip, ko začutim olajšanje, me oplazi vse, čemur sem se izmikala. Seveda stojijo pred vrati, seveda kričijo in jočejo, izdani so. Večno živih zebe ali so žejni, večino živih zebe ali so žejni. Tudi živali in gozdovi, reke so jalove, nebo je zapackano od svetlobe. Žge me, kjer me je oplazilo. Žge me groza predvsem. Splakujem se, hladim se, zanikujem in izparevam. Žge pa me tudi želja, da bi ne bilo tako. In še kratka ljubezenska pesem. Bilo mi je rečeno, da ženska pri teh letih, ki živi sama, nima kaj pisati o ljubezni, ampak tukaj je pesem, ki je precej nova. Bila bi drevo. Bila bi drevo, ki raste v nedogled, vse do vrha vseh vršičkov. Bi rodila sadeže, ki bi padli čim dlje od mene. Bi sadeži dreves iz mojih semen ne metali sence na nikogar, bili bi pokroviteljski do vsega in vseh, kakor Marija z ogrinjalom. Bila bi drevo, samo tebi bi se dala posekati. Super. Hvala. Prebral bom pesem Ločitev iz pesmi Jurija Živaga, torej iz 17. poglavja tega romana, ki se vse poglavje sestoji iz 25 pesmi torej te fiktivne osebe. Ampak seveda vsebina ni fiktivna. S praga človek v hišo zre,
ne prepozna več doma. Njen odhod se zdi pobeg, povsod sledi poloma. A kaos v sobah in drugod ga komaj prizadene, še opazi ga ne izza solz med kljuvanjem migrene. Že od jutra v ušesih mu šumi, je trezen, se mu sanja. In kaj se z mislimi godi, da morje jih preganja. Potem se v inje zastrmi, ki z okna svet zakriva, in dvakrat bolj brezupnost zdi, se morju primerljiva. Tako mu draga je bila v vseh črkah in oblikah in blizu kot obrežju val po vsej dolžini stika. Kakor zujmo izgubi se loče pod valove, do črte bil je ves njen lik, v dnu duše skrit njegove. V letih stisk in muk, ki jim ni živ vek podoben, usode valjo iz globin, kot prikoval je oben. In sredi svaj in vseh težav, nevarnosti in križev, jo valje nosil, valjo gnal je vsakim dnevom bliže. In zdaj nenadni ta odhod, nasilen, kakor zdi se, ločitev uničijo oba, zažre ima v kosti se. Potem ozre se naokrog, pri odhodu iz omare ni vzela nič, vse dala iz rok in spraznila predale. Do mraka bega, zlaga spet v predal, pobira gole, črepinje vstav in spravlja v red šivanje, krojne pole. A ko se zbode do krvi, zagleda v svojo hipu in solze mu navro v oči, nenadne in potiho. Tema nam pravi, da je večerja konec. Hvala za vašo pozornost. Prebrali smo vam, kar smo imeli s sabo. Imejte lep večer in drugo leto obljubljam, da bomo spet tukaj.